Dobro jutro in lep popotniško obarvan pozdrav od Jasne, še vedno in ponovno iz sončnega dela sveta iz Salvadorja, za kar smo ti tokrat kar malo favš, Jasna, ker pri nas namreč dežuje. In lep pozdrav od Manje iz deževno pomladno obarvane Slovenije. Najin duet je danes že četrti v seriji popotniških podoživetij iz različnih kotičkov sveta in nosi naslov O svoj svet s Triglavom. Manja, dobrodošla ponovno in hvala, da si tudi danes z mano. Hvala tudi tebi in zelo se veselim, da nas spet popelješ v lepe kraje. Torej, vsi, ki radi potujete, vsi, ki bi radi potovali, vsi, ki ste nekoč radi potovali, pa tudi tisti, ki se še odločate, ali so potovanja za vas, ter tisti, ki morda varčujete za svoje prvo potovanje, naj vam povem, da sama spadam med zapečkarje, medtem ko je moja prijateljica Jasna na drugi strani sveta, moje popolno nasprotje. Prepotovala je namreč več kot 100 držav, zadnjih 10 let z otroki in s partnerjem, prej pa sama s prijateljicami in tako naprej. Njena potepanja so vedno pripravljena in izpeljana v lastni režiji, z nami pa vedno rada deli zanimiva doživetja ter zelo koristne in praktične nasvete, pa tudi skrite recepte, kako si lahko kako novo destinacijo pogledamo varno, varčno in tudi res nepozabno. Všeč mi je predvsem zato, ker vedno rada stopi tja, kamor ne stopi prav vsaka popotniška noga in tudi v najbolj odmaknjene in nepoznane kotičke. Torej, danes se z Jasno druživa že četrtič v najini seriji potepov O svoj svet s Triglavom in upam, da vas navdušiva tudi danes. Vaš odziv na prve 3 destinacije je bil zelo pozitiven, zato verjamem, da tako kot jaz tudi vi že nestrpno pričakujete najin četrti vzlet. Jasna, za nama je potepanje po rajskih Sešelih, po tebi najljubši Avstraliji, po zeleni in krasni Novi Zelandiji. Kam pa potujeva danes? Ja, tudi danes se ni bilo čisto enostavno odločiti, kam bi vas peljala, a sem se odločila, da vas popeljem tja, kjer imam v bistvu najbolj sveže spomine. Menim namreč, da lahko samo nekaj dni, dobesedno nekaj dni stare podatke, cene, občutke, precej kredibilno delim naprej. In pred dobrim tednom dni, torej čez te zadnje počitnice, smo se potepali po Dominikanski republiki. Mi smo jo sicer z družino že obiskali lani, takrat smo res prepotovali po dolgem in počez celo. Ogromno smo se takrat premikali, tako da jo nekako razumem v celoti, vidim njene različnosti. Zdaj, ko smo bili pa nazadnje, smo bili pa za 2 tedna in sicer sem bila sama z otroki in z Uršo, ker je bil mož v tujini. In smo pa prepotovali dobrih 1100 km po celotni južni obali otoka, vse tja do meje s Haitijem. No in ker Dominikana res ponuja res veliko, od osupljive narave, bogate kulture, dobro hrano, res noro lepe, čudovite plaže, menim, da je to vsekakor destinacija, ki bi jo popotniki morali uvrstiti na svoj bucket seznam in jo vsaj enkrat v življenju obiskati. Pa mogoče odločila sem se za to destinacijo danes tudi zato, ker sama obožujem destinacije, ki imajo še vedno pridih malo kulturnega šoka, malo drugačnosti, da niso čisto one tipične evropske, da nas malo strese, ko gledamo, kako drugačen je svet. Hkrati pa vedno rečem, da radi res potujemo, ne počitkujemo in Dominikana je toliko velika, toliko razgibana, da je sigurno destinacija za popotnike. Se pravi, da se vsak dan ali pa vsakih nekaj dni premakneš nekam na drug konec in se počutiš, kot da si skoraj v drugi državici, ker je po svojih naravnih značilnostih toliko raznolika, da je to res možno. Naj še mogoče omenim, da je Dominikana raj za ljubitelje pravih Karibov, ker ima preko 200 plaž in pa okrog in okrog, ker je seveda otok, je več kot 1600 km v bistvu obale. Na eni strani se sreča s Karibskim morjem, na drugi strani pa z Atlantskim oceanom, kar tudi da tej destinaciji neko pestrost, ker sta ta dva morja pač različna in posledično je nekje mirno, turkizno, snorklasto, na drugi strani pa je veliko vetra, valov, kar je primerno za vodne športe, za surfanje, pa tako bolj drugačno surfersko kulturo. Tako da danes bi te in vse ostale odpeljala na Dominikano, Manja, če se strinjaš. Odlično, seveda se strinjam. Za začetek, daj na kratko
preleti nekaj dejstev, se pravi, kje točno se nahaja, kako se premikati, kje najti v bistvu nočitve. Morda nekaj najbolj glavnih in pomembnih podatkov o sami destinaciji, toliko da najnim gledalcem in poslušalcem ne bo treba toliko brskati. Se pravi, predlagam en tak zgoščen, informativen uvod. Ok, se pravi, verjetno vsi veste, kje Dominikana leži, mogoče bom se bolj osredotočila na to, da Dominikana pravzaprav zavzema vzhodni del otoka Hispaniola, ki si ga v tem čudovitem Karibskem morju deli s Haitijem. Se pravi, na enem otoku sta dve državi. Žal, na zahodni strani Haiti izjemno reven, tudi lep, ampak še vedno po lanskih nemirih veliko ugrabitev, veliko kriminala, tako da ga še ni za obiskati. Na drugi strani pa je torej ta čudovita, krasna Dominikana, ki je pravo nasprotje Haitija, ker je zelo varna. Mi smo lani že želeli iti do meje s Haitijem, pa so bili nemiri tako močni, da smo se odločili, da ne, ker je bilo res ob meji ogromno pobegov preko meje. Drugače pa je treba vedeti, da je Dominikana drugi največji otok celih Karibov. Se pravi, največji otok je Kuba, takoj za njim pa je po velikosti in tudi po pestrosti že Dominikana. Leži pa ravno med Kubo pa med Portorikom ali pa če gledaš malo jugovzhodno od Floride. No, glavno mesto je Santo Domingo, ki je najstarejše stalno naseljeno evropsko mesto v čisto celi Ameriki, kar mu da res svoj poseben čar in res bogato zgodovino. Imaš kaj za početi tam dan, dva, tri, za ogledovati trgece, cerkvice, stare hiše, muzeje, čudovite barvne fasade. Drugače največ letalskih prevozov iz Evrope, pa tudi tukaj od nas, recimo iz Srednje Amerike, seveda leti v najbolj turistično mesto, to je ponavadi Punta Cana, ali pa ravno glavno mesto Santo Domingo. Jaz osebno Punta Cano, ki je tako najbolj nekako promovirana ali pa obljudena, zelo odsvetujem. Tudi če jo popotnik popolnoma izpusti, ne boste zamudili nič, ker to gre za izjemno natrpano, tisto brisači način, plažo z precej vetra, precej posledično tudi smeti in umazanije. Skratka, to je tako turistično, da glede na to, da so lastniki hotelov in nastanitev tam, predvsem tujci, ima zelo še malo veze z Dominikano in njeno tisto prvotno pristno kulturo. Tako da meni recimo od cele Dominikane samo Punta Cana ni bila všeč, ker je bila tako natrpana, toliko smeti, toliko alkohola, toliko tudi vinjenih ljudi, da me prav z ničemer ni pritegnila. No, drugače z Evrope pa z Latinske Amerike, kjer smo mi, valjda letiš v Dominikano z avionom, to je edini način. Imajo pa 4 velika letališča, se pravi Santo Domingo kot glavno mesto, Punta Cana kot najbolj turistično znano mesto. Potem je pa še na skrajnem severu, se pravi na sredini Dominikane, na severu je pa še kraj Puerto Plata, ki je pa nekako prestolnica severa, in pa na sredini otoka, čisto na vzhodni strani, je en taki velik rt, ki se mu reče Samana in je tak za bolj mogoče butična doživetja, krasne naravne parke, poročna destinacija, tako da je tudi tam letališče. Naj še omenim velikost samega otoka, kar je presenetljiva. Se pravi, Dominikana meri skoraj 50.000 kvadratnih kilometrov, kar pomeni več kot 2,5-krat večja od Slovenije. Če pa jo želiš prevoziti, je to kot da bi šel od Kranja pa do Skopja pa nazaj. Se pravi, res velika destinacija, kot sem rekla, druga največja država v celih Karibih, takoj za Kubo, in ima ogromno za videti. Naj povem, da so ceste solidne, če jih primerjam z Nikaragvo ali pa Hondurasom ali pa tudi z Gvatemalo, še vedno pa daleč od naših cest v Sloveniji ali pa nasplošno v Evropi. Tako da, ker gre vožnja še izjemno bolj počasi, kot bi šla v Sloveniji, rabiš za to razdaljo 3-krat več časa, kot bi jo rabo doma. Se pravi, prvič so marsikje presenetljivo velike luknje in če prišibaš izza ovinka, si hitro brez kakega kolesa ali pa te celo prevrne. Drugo, ogromno je živali, konjev, krav, ovc, kokoši, potepuških psov predvsem, ki so kar ob cesti in seveda skočijo naenkrat.
in lahko orang se zgodi slabo, ne, če ti taki trop nekih živali skoči na cesto. Potem ogromno je pešcev, pa tudi otrok, ki se kar igrajo ob cesti, ker imajo hiške, barake čist na cesti in je spet to nevarno. Pa še ena posebnost je, to je tudi v Mehiki, če je kdo bil, lahko opazil, pa tudi pri nas, v Salvadorju, pa na splošno v Latinski Ameriki so izjemno visoki ležeči policaji. Govorim tak 15 centi ali pa več dvignjeni betonski pač kupčki betona, taki na pol razpadli, ki te dobesedno se moraš ustaviti. Ne moreš 30 ali pa bokvari 40 zapeljati preko, se pravi, to so razlogi. Tako da, mislim, da sem zdaj naredila en uvod, torej kje je, kje se nahaja, kam prileteti, pa kaj paziti glede prometa, pa same velikosti. Tako da, Dominikana ni destinacija za 3 dni, ker je res ogromna. Torej, če te prav razumem, glede na to, da si ravno končala pri cestah pa pri ležečih policajih, ni pomemben samo čas, ki ga potrebuješ zaradi cestne infrastrukture, gorskega terena pa nekega lokalnega tempa vožnje, ki je v bistvu počasen in precej kaotičen. Točno tako, pač od tega, da je teren raznolik, da so vse to, kar sem opozorila na cestah, potem včasih pridejo tudi zastoji, recimo mi smo bili zdaj čez te velikonočne praznike, ko so imeli tudi tam vsi počitnice in nenadoma pride res taka poplava avtomobilov na cesto, da je vse stalo. Pravil skoraj ne upoštevajo, mahajo z rokami, policaj proba usmerjati promet in smo šli v bistvu vsi en z leve, drug z desne, dok se ni vse skupaj ustavilo in je potem policaj mogel to več ur v bistvu rihtati, da se je promet nekam premaknil. Tako da več kot 3-krat časa na isto razdaljo moraš računati kot recimo v Sloveniji. Tako da to je res easy, karibsko, ti si že bila v Salvadorju, pa si doživela malo tega kaotičnega prometa in tam in tam je res podobno. Tako da veliko več časa moraš računati za to destinacijo. Ok, dajva se predstaviti še malo drugam. Ti si vedno nekako razrežeš državo na dele, se pravi sever, jug, vzhod, zahod in tako naprej, včasih pa tudi na sredino. Kako bi ta razdelila Dominikansko republiko, da bi jo popotnik čim bolj smiselno prečesal? Ja, in veš, da sem jo res razdelila. Ko smo bili lansko leto z možem pa z otroci, smo ravno tako razdelili. Zelo preprosto, ker je v bistvu tako lepo vse razporejeno, jo lahko res razrežeš na koščke in potem se vsake 3-4 dni premakneš v drugo četrtino ali pa v drugo petino tega otoka. Se pravi, najprej bi sigurno 2 do 4 dni namenila jugovzhodu. To je ta del, kjer govorim, da je Punta Cana, ampak so še drugi lušni mali kraji naokrog, predvsem pa je zraven tudi kraj Baja Hibe. Tako da maksimalno 2 do 4 dni, zakaj? Lahko bi celo manj, ampak glede na to, da priletiš recimo z Evrope, da je časovna razlika, da si po taki poti utrujen, je prvi dan nekako namenjen, da se klimatiziraš, privadiš, razpakiraš in tako naprej. In potem rabiš recimo 2 dni za ta jugovzhodni del. Zagotovo bi uvrstila na top prioriteto kraj Baja Hibe. Ta je nekako tu na jugovzhodnem delu, namreč gre za take druge Maldive, namreč koralni greben tukaj dobesedno čisto dotakne obalo. Je zraven nacionalnega parka, kjer se snema ta survival, tako da če je kdo kdaj naletel na dominikanski survival, bo videl, o katerih lepotah govorim. Ta nacionalni park pa sega od kraja Baja Hibe pa vse do otoka Saona, ki je tudi del nacionalnega parka in je res taki drugi Maldivi, nenaseljen, ne turističen, ne gužvast, pač čudovito. Tako da tukaj bi namenila 2 do 3 dni. Potem 5. do 7. dan, recimo absolutno Santo Domingo. Marsikje v državah, ko potuješ, glavno mesto skoraj izpustiš. Ne vem, imaš destinacije, kjer glavna mesta lahko nekako pozabiš, pa jih izključiš. Santo Domingo pa je mesto, ki mu moraš posvetiti vsaj 2 cela dneva. Ima čudovito kolonialno utrbo mesto, kar si lahko pogledaš tudi z ladjico iz morja, kar da neki svoj čar, ful malih gostilnic, čudovite kulinarike, muzejev, vse fasade so
barvne in pisane. Skratka, res se lahko zgubljaš po ulicah kar nekaj dni, butičnih trgovinic, za spominke in tako naprej. Potem je tukaj iz Santa Dominga krasno izhodišče za trekking, ker tik nad Santa Domingom, se pravi severno od mesta, so gore, ogromno visokih gor, tako da je to krasno izhodišče za kakšen trekking, za kakšen pohod na čudovite hribe. Potem rafting je tukaj v okolici glavnega mesta, pa seveda tudi ogromno malih rajskih plažic, ki dobesedno so levo in desno od glavnega mesta. Tako da to potem 8. do recimo 11. ali pa 8. do 12. dan bi rekla absolutno skrajni sever. Sever je popolnoma drugačen. Tam je zelo vetrovno, zelo visoki valovi, posledično je tudi obala bolj skalnata, manj peska kot recimo na jugu. In tam imaš kar 3 čudovite kraje. Puerto Plata je ta, kamor sem rekla, da tudi avioni vozijo. Potem Cabarete, Las Terenas, pač čisto drug vibe, surferski, hipijevski, več glasbe, skratka vredno obiska. In pa potem mogoče zadnja 2 dni, 12. do 14., 12. do 15. dan, bi pa namenila temu polotoku Samana, ki sem prej omenila, da je kraj tudi za bolj butične rezorte, pa za poročno destinacijo. Zakaj pa ta kraj? Namreč tukaj med januarjem pa med aprilom je ena od edinstvenih destinacij na čisto celem svetu, kamor pride na tisoče in tisoče teh velikih grbastih kitov. Oni pridejo iz mrzlega morja, Kanade, Grenlandije, Islandije. Sem v tem času, v bistvu, ker je voda v tem zalivu Samane izjemno topla, tu se skotijo njihovi mladički, tu jih potem hranijo in počakajo, da toliko zrastejo, da se lahko vrnejo nazaj v mrzle vode, v mrzla morja. In ti dobesedno greš na izlet, ki traja 2 do 3 ure, stane okrog 190 €. Vsebuje tudi hrano, ki ti jo ponudijo na ladji, in dobesedno se lahko z ladje skoraj dotakneš teh kitov. Kar pa je najbolj zanimivo, pa je, da je garancija, da boš te kite res videl na svoje oči 100%. Pač ne zgodi se, da jih ne vidiš, ker jih je taka množica, da so pač zraven tebe. Tako da to je res osupljivo. Drugače pa je ta polotok Samana, ki štrli ven točno na sredini vzhoda Dominikane, pač res ful osupljiv, čeprav gre za majhen kotiček, če bi tako rekel, v primerjavi s celo Dominikano, je to najbolj zeleno, džungla in pa znotraj teh džungle skriti slapovi. Ogromno je konjev, tako da lahko te slapove obiščeš tudi s konji, to je pač ful ponujajo jahanje. Plantaže, sadja, tobaka, kave, skratka ena taka svoj kotiček v celi državici, in to bi absolutno rekla. Tako da zdaj sem nekako povzela, kako bi jaz državico razrezala oziroma kako smo jo razrezali, in s tem si v teh 14 dneh nekako pokril po mojem 80% vsega tega, kar je najbolj vredno videti na Dominikani. Drugače pa moram reči, da to smo zdaj potovali, ne, Manja? To smo zdaj 14 dni šibali. Nismo pa imeli časa za ono počitek, dopust, poležavanje, branje knjig, spanje pod palmo, koktejli in tak. Tako da če le je možno, bi zdaj tem 14 dnevom še dodala 2, 3, 4 dni pa za to počitkovanje. Mi vedno šibamo, ampak čutim, da prihaja čas z leti, ko si vmes tudi želela 14 dni ležati pod palmo. Tako da, evo, idealno bi bilo Dominikano nameniti 14 dni potovanja pa 4 dni počitka, ampak kot pravim, odvisno od tipa človeka, ne? Nekateri radi tako kot mi ves čas se premikajo pa potujemo, nič pa ni narobe in čisto razumem, če pa gre kdo na Dominikano 14 dni na eno mesto, pa se ne užije hrane, morja, branja, spanja, opazovanja ljudi in tako naprej. Tako da tudi to je ok. No. Tako da to, če bi pa želeli iti še na čisto sever-jugozahoden, jugozahoden del, ne, do meje s Haitijem, kamor smo mi šli zdaj, par dni nazaj, potem pa je to še dodatnih 5 dni zraven, zato ker je pa to izjemno odmaknen del, se pravi, greš na mejo s Haitijem, reče se, v bistvu kraju se reče Bahia de Aguilas. Ta plaža velja za eno najlepših plaž na celem svetu, večkrat umeščena v
National Geographic top 10 plaž sveta. Gre za zelo neposeljeno divjo pokrajino s kaktusi, tako polpuščavsko. In navigacija mi je kazala, recimo iz glavnega mesta Santo Domingo do tega Bahia de Aguilas, mi je kazala 7 ur. V resnici je bilo to dobrih 9 ur, ker je bilo počasne ceste, vmes so potekala dela na cesti, smo se mogli v bistvu skoraj ustaviti in tako naprej. Tako da je to kar taki res cel dan naporne vožnje do tega dela. Tako da to je to. Mogoče Manja bi predlagala, da za minutko počakava, pa pokažem tukaj noter nekaj mojih slikic, pa kakšen video, da vse to, kar sem zdaj nekako na hitro povzela, še malo skozi slikice vidiš ti in pa tudi ostali popotniki, slušatelji, pa si mogoče poglejva. Okay? No, super sta. Wow, res wow. Jaz na kaj pa potovalno sredstvo? Avto, še kaj drugega? Dominikana je definitivno najboljša za rentakar. Se pravi, to je latinski svet, to je pač Karibi. Se pravi, vse se pomika počasi, če si časovno omejen, če bi rad prišel na določen dan, na določeno točko, potem je rentakar pač totalno edina izbira. Naj vseeno povem, da so ceste še enkrat v primerjavi s kako Afriko, Nikaragvo, Hondurasom in tako naprej še vedno ok. Sploh glavno mesto, to so avtoceste kot v Ameriki, 5 pasovnice v eno smer, 5 pasovnice v drugo smer, super označene, v redu. Govorim, da ko greš pač izven velikega mesta, ko greš levo, desno, tako kot sem zdaj šla do meje s Haitijem, seveda so ceste neobnovljene, morate vedeti, da je tu vlaga, da morje ima svojo moč, da ceste prej razpadajo, da je veliko korupcije, da se ne obnavljajo tako, kot bi si mogle. Tako da je treba več previdnosti, pa tudi celi ritem je karibski. Pač oni ti malo žugajo, malo kažejo sredinca, malo trobijo in tako naprej. Moraš biti bolj zbran, pa bolj pri stvari, pri vožnji, no? Ker pač, kot sem rekla, otroci živali, luknje, tisti visoki, bunkelni teh ležečih policajev, ampak še vedno rentakar je najboljša izbira. Ni zelo poceni, Dominikana kot cela je poceni destinacija, je ugodna zelo ugodna destinacija, ampak rentakar pa malo izstopa. Recimo za občutek 14 dni dobrih 1000 evrov, plus še dobrih 1000 evrov ti seveda zaklenejo sredstev za varnost, depozita, tako da moramo opozoriti, da če recimo potuješ v te kraje, ne pozabi na to, da bo rentakar vzel tudi limit in ti jurja ali pa jurja pa pol rezerviral sredstev na recimo Mastercard kartici, kar pomeni, da imaš toliko manj na voljo za porabiti. Ne? To je vedno fajn imeti več kartic, pa da ima ta in mož in žena kartico, da če se kaj zgodi, da imaš rezervo, ker ti pač dosti limita zaklenejo. Tako da rentakar definitivno. Je še druga možnost, da sem se tudi z nekaj popotniki pogovarjala, ko potujejo z Gua. Gua so taki barviti lokalni minibusi, sprejmejo 20 do 25 ljudi, toliko imajo sedežev. In to, če nimaš ful prtljage, ker ti dovolijo načeloma vzeti eno torbo, en kufer, ne? Pa če nimaš otrok, ker se ta avtobus ne ustavi, ko otroka lulat, ampak se ustavi, kjer se on ustavi. Se pravi, če nimaš torb, pa nimaš otrok, se pravi, da potuješ sam, solo popotnik, ali pa 2 mlada, ali pa 2 prijateljice, ali pa tudi 2 seniorja, ne vidim dobene ovire, da bi šel z Gua. Torej s temi lokalnimi barvitimi avtobusi, ker so džabe. Se pravi, čisto celi otok bi lahko videl za manj kot 100 evrov na osebo. Ampak kot pravim, on pobira ob cesti, na vsakih 100 metrov stoji, piše na njem, kam on gre in prebereš, v katero destinacijo pelje in skočiš gor, oziroma celo na internetu imajo neke sporede. Potem pa je še Carros Públicos. Carros Públicos so v bistvu javni taksiji, ki pa delujejo na principu, dokler ni poln. Se pravi, on pobira ljudi, dokler ni poln. Se pravi, če te ne moti skupinska vožnja, da je pač več ljudi v avtu,
ali pa če si ti cela družina, da boš ti sam napolnil ta caro publicus, da boš ti samo noter, ne, ker je vas 3, 4 ali pa 5, potem so to kombiji pa navadni avtomobili in so tudi zelo poceni. Ampak vseeno, jaz bi rekla, rentakar je najbolj komod, ker veš, ti se pelješ, kaj pa je to ob cesti, sveži mango ti, daj stop, skočim ven, je kdo lačen, bom kupil mango. Otroka lulat, hop, stop, se ustaviš. Ne vem, tam si nekaj videl ob cesti, neko tablo, pa hitro pogledaš, pogooglaš ali pa v Lovni Planet, pa vidiš, da je tam skrit en slap, pa boš malo potegnil na desno. Čim si v teh nekih drugih prevozih, pač te opcije odpadejo. Tako da mi smo radi svobodni, pa gremo v rentakar, pa super tlago imaš zraven, pa si ravno se skopal, pa imaš mokre kopalke, pa mokro brisačo, pa boš lepo razgrnil zadaj čez kufre, pa se ti bodo naslednje plaže že posušilo, kar v nekem avtobusu tebi čudno gledali. Pa imaš zraven malcev, pa prigrizke, pa se malo režiš, pa malo spiš, pa malo gledaš risanke, pa malo poješ, pač mi smo res narejeni za rentakar. Naj pa še omenim, da če pa bi recimo družina šla v nek hotel, v nek rezort, pa bi bila 90% časa na istem mestu, ampak bi radi iz tega hotela šli samo na 2-3 izlete, recimo res v najbližji slap pogledati, pa eno plantažo, pa mogoče do glavnega mesta za en dan, potem pa skoraj vsi rezorti, pa tudi hoteli, zbirajo prijave za te velike turistične dvonadstropne avtobuse, take, ko pač jih vidimo po Evropi, recimo Caribe Tours, Metrobus, so te velike linije, ko jih vidiš, potem pa se ne splača rentakarja. Pol pa si tam, pa se v svojem hotelu bukiraš, ko je ta izlet in greš s tem busom. Tako da to je to, jaz sem pač še vedno pristaš rentakarja. Ja, po tem, kar si pravkar povedala, mislim, da če greš v lastni režiji, je rentakar res najboljša izbira. Kaj pa nočitve? Kaj bi recimo ti svetovala? Ja, to je vedno, to me vsi sprašujejo, odkot pridemo, kje spat. Jaz pač rečem, da je to ravno toliko okusov, koliko imamo okusov pri hrani, se pravi, to je zelo odvisno od tipa popotnika. Pač ponudba na Dominikani je tako zelo neskončna in tako zelo pestra, da dobiš čisto vse, kar si želiš, se pravi, ne more se zgoditi, da nekdo ne bi našel tega, kar si želi, ker je nastanitev preveč. Mi kot taki si spremljamo recimo na Instagramu razne druge popotnike, eni grejo vedno radi v 5-zvezdične luksuzne hotele, eni grejo v zelo preproste, mi smo bolj tisti, ko iščemo več potovanj na leto, pa tista bolj poceni. Zelo radi namenimo doživetjem, izletom, kakšni dobri hrani, kakemu adrenalinskemu. Samo spanje pa iskreno nam ne pomeni toliko, tako da nismo ljubitelji fancy pa našminkanih nastanitev, kjer je gneča, kjer se moraš zvečer rihtati, kjer moraš biti v petkah, kjer s krožnikom čakaš v vrsti v tistih skupinskih jedilnicah. Mi smo bili samo enkrat ali pa dvakrat v življenju v nekem, rečemo temu all inclusive, pa še to je bilo v Egiptu, ko v bistvu druge opcije ni bilo, oziroma je bil all inclusive cenejši od vsega ostalega. In otroci so bili mali in nismo hoteli kuhati, ker so bili dojenčki in tako naprej. Tako da Dominikana je v tem smislu zelo podobna Egiptu. Sploh ona sama na Punta Cana, to je vse all inclusive ponudba. In jaz to čisto razumem, če ena mamica utrujena se zbuja po noči, doji, valjda greš v all inclusive, kjer imaš vse na dlani. Absolutno to priporočam in je cenovno tudi zelo dostopno. Recimo ravno sem danes zjutraj, ker sem vedela, da se slišiva, pogledala ponudbe slovenskih turističnih agencij in recimo največjih leti iz Dunaja ali pa iz Bratislave na Dominikano, direktni let, in recimo 4-članska družina v all inclusive, zelo fancy hotelu ali pa rečeva rezortu z bazeni, bla bla, bi danes odštela med 6 in 8 tisoč evrov za 15 dni. To je 1500 do 2000 evrov na osebo za 15 dni z avionom, z namestitvijo v 4-5 zvezdičnem rezortu, z all inclusive hrano, za starše tudi alkohol, neke animacije za otroke, se pravi, kompleten strošek je takšen. Če sva realne, jaz mislim, da je to manj, kot je v sezoni na Hrvaškem, predvsem pa glede na to, kaj res dobiš. Res luksuzni hotel, hrana, par metrov dolge mize in tako naprej. Pa še, to je zdaj termin v sezoni. Lahko pa še gledaš malo izven sezone,
lahko so pa ti paketi še cenejši. Torej, še enkrat, da povzamem, mi nismo za to varianto, bom povedala zakaj, ampak Dominikana je destinacija all-inclusive resortov. To je najbolj razpaseno in, kot sem povedala, ima svoje prednosti, če vam to odgovarja. Drugi način je, najbolj razširjen so butični hoteli. Meni je to najbolj všeč, to imajo 3 do 15 sobic, ponavadi eno malo tako skupno sobo na sredini, kjer je zajtrk. Zajtrk ti naredijo po tvojem ritmu, ker je tako malo gostov, da se ti prilagodijo. To je bolj naš stil, je bolj intimno, ponavadi tam živi lastnik. Ponavadi se zaklepetaš s takimi, zrelimi, starejšimi popotniki, turisti vseh koncev. Pač tako veš, kot da si šel k enemu domov, se počutiš. Tudi je tako opremljeno, bolj kot da si pri nekom doma. Ne? Potem imaš pa tudi ogromno te wannabe, neka nastanitev ponudbe, se pravi razsutih, umazanih, poceni za $5-10 lahko spiš, ampak je obupno. In pa ogromno glamping ponudbe. Dominikana je tako kot Kostarika, ima ogromno glampinga. Glamping pomeni v bistvu, se veš, oni različne oblike teh šotorov, bungalovov ali pa takih kupol na pol steklenih ali pa plastičnih. In tega je ogromno. Mi smo bili zdaj v enem takem, sicer v eko-glampingu. Prvič v življenju sem bila v eko-glampingu, ravno tukaj Bahia de Aguilas na plaži obali z Haitijem. In kaj to v bistvu pomeni? Jaz sem to prvič doživela. Eko pomeni, da je vse nekako bolj v povezavi z naravo, da se čuva naravo in da se tudi jemlje in vrača naravi. Se pravi, vsa voda po tuših in umivalnikih je narejena iz slanega morja, predelana, by the way, super, ampak okus ima obupen, pač ful ugaben okus, ko si moraš zobe umiti. Potem za odplahovanje WC-ov je deževnica, z vodo se moraš parati, ne dovolijo uporabe raznih tvojih dišečih mil pa vsega tega, ampak ti oni dajo ena taka ekomila, ko ne škodijo, ko grejo potem v otok pa nazaj v morje. Potem je vse leseno, soba je totalno basic, dobene televizije, dobenega interneta, pač čist z naravo in pa v bistvu šotor z takimi naravnimi materiali, vse narejeno, vse leseno, postelje z teh 100% bombažnih odej, mreža, in ko ti odpreš mrežo, je 6 metrov stran morje, gledaš zvezde, odpre se gori na stropu šotora, da res gledaš zvezde. Mislim, res čudovito, pa tudi ponudba hrane, ker dobiš tam 3 obroke, je taka bolj zdrava. Se pravi, zelenjava, sadje, napitki, smudi, morski sadeži, morske ribe in to. In tako res čudovito. No? Ampak da skrajšam in da zdaj povem, jaz pri nastanitvi ali pa mi dva z možem nič ne komplicirava, mi pogledamo Airbnb pa Booking, najprej pogledamo slike, da nam je na oči privlačno, ker veš, da jaz moram pogledati, da se mi zdi čisto. Samo kaj ne morem je, da ni čisto, ker rajši spim, ne vem, pod palmo, čisto. Potem pa pogledamo mikrolokacijo, se pravi, da se ne rabimo voziti nekam 4 ure v neke hribe, ampak da je mikrolokacija pač pametna. Da je zraven plaže, da je tam, kam gremo drugi dan, ali da je zraven neka gostilna, da bomo lahko šli na večerjo, ali da je trgovina, da bomo lahko kupili hrano za zajtrk, recimo. Ne? Se pravi, to pogledamo in potem glavno vodilo je reviewji drugih gostov. Tam ti najprej pač dobiš občutek, ali je to, kar tam navajajo, res, ali so slike realne, ali so jih fejkali in to bukiramo 1, 2, 3. Se pravi, to je to. Naj pa še povem, da je Dominikana destinacija, ki je celo leto krasna in topla, tam te ne bo zeblo, tako da si v vsakem primeru 95% dneva zunaj, v naravi, noter greš samo lulat, pa kakat, pa se stuširat, pa spat. In pač meni se zdi, da za to ne rabiš plačevati neke velike denarje, mi rajše pač potujemo večkrat na leto, pa takrat bolj poceni. In najmanj se meni osebno zdi vredno trošiti za neke fancy hotele, kjer si pol 6 ur po noči, pa še tu imaš zaprte oči. Tako da to bom si privoščila, ko bom velika, pa ful bogata. Zdaj zaenkrat pa raje bolj skromno, pa večkrat, pa mož ve, da nas je 7 pogosto, ko potujemo. In če res hočemo iti enkrat, dvakrat, trikrat na leto kam, pol ne moramo trošiti 500, pa 600, pa 700, pa še kje več evrov za nočitvene.
Tako da brez veze. Midva sva tudi po naravi bolj preprosta v tem smislu, rajše gremo v kako doživetje, kak je adrenalin, kaj dobrega pojemo, se kar spontano odpeljemo nekam, kam nismo načrtovali, kot pa da bi zdaj ful zapravili za samo spanje. No. Tako da Dominikana, najmanjša skrb je, kje boš spal. Večji problem je, kak boš ti izbral, kje boš spal, ker je ponudbe tisoče in tisoče in tisoče možnosti. Odlično. Zdaj pa prej si govorila približno, koliko stanejo, če bi šel prek hotela ali pa kakorkoli. Zdaj pa me zanima, nam lahko zaupaš budžet, recimo, koliko ste vi porabili za teh 14 dni sam za spanja, potovali ste torej 2 odrasli dami, pa 3 otroci. Koliko je recimo skupni znesek in koliko je to potem povprečje recimo na eno noč? Veš, ker vedno pišem tudi članke in ker sem tudi pričakovala, da me boš to vprašala, imam že neko popotniško deformacijo, da res prisežem vedno, ko kupim karte, ko rezerviram, ko zavarovanje, karkoli plačam v zvezi z destinacijo, imam Excel, ki ga šeram z Mihatom in vse stroške zapisujemo noter, tako da dobesedno vem za čig gumi, ko ga kupimo, ker hočem deliti naprej popotnikom, drugim neke verodostojne informacije, ker veš, da čez eno leto se ti več sanja, koliko si res tam porabil. Tako da sem seštela tudi danes zjutraj, preden smo se slišali za Dominikano natančno. Prišla je zelo lepa cifra, mi smo porabili natančno 5041 evrov, kar je dobrih 1000 evrov na osebo. Bilo nas je 5, če to deliva, je to 70 evrov na osebo na dan, ker smo bili pa 14 dni. Ampak v to ceno sem štela vse manja. Letalske karte, rentakar, bencin, komplet hrano, vsak sladoled, vse izlete, tudi kitke, ki so jih punce naredile, tako da res vse. Se pravi, 1000 evrov na osebo na celo potovanje za 14 dni, pri čemer to ni čisto realno za vas, ki to poslušate iz Slovenije, ker naša karta je bila iz El Salvadorja do Dominikane, kar je bila 200, pri vas bo pa 800. Se pravi, morate na teh 1000 evrov vsaj 600 evrov dodati zaradi oddaljenosti, se pravi zaradi letalske karte, ampak vse ostalo vam pa lahko služi kot zelo verodostojen podatek, ker nismo bili zdaj šparovni. V lepem glampingu smo spali, to je vključeno v to ceno, ste videli slike. V čudovitem apartmaju Airbnb za 116 kvadrati, na pragu morja turkiznega smo spali, tako da, če kdo reče, da smo tu zdaj bili varčni, pa skromni, pa šli v kako beračenje, absolutno ne. Jedli smo po gostilnah, ja, kuhali smo 3-4 obroke kosila doma, pa večino zajtrkov smo jedli doma, ker ko se otroci zbojijo, celi kramžljavi, bi pogledali eno risanko, jih pač ob 7 zjutraj nočem peljati v gostilno, pa se tam zmišljujejo, kaj bojo malo, pa plačaš takoj 100 evrov, ampak narediš doma sveži kruhec, jajčke, papriko in tako naprej. Ampak hočem povedati, lepo smo si privoščili izlete, Catalina, Saona, vse te luksuzne otoke s privatnim prevozom v tej ceni in torej 1000 evrov na osebo na 14 dni za nas, ki smo šli tukaj blizu in jaz bi rekla 1600 do 1800, če bi šel iz Slovenije. Ne, zaradi pač letalske karte. Tako da to. Kako se ti zdi, Manja? Iskreno se ti zdi to ful, iskreno se mi zdi to, ne. Iskreno se mi zdi, da je to ugodno potovanje, vi ste bili le 14 dni, ampak predvidevam, da bi lahko šel s ceno še nižje ali pa seveda tudi vrtoglavo višje, ne? Absolutno. Glej, v neskončnost višje, v neskončnost. Mož ve, da tam, ko smo mi zdaj bili v Bajahibe, ta druga namestitev, ki sem jo tudi tu umestila noter, pa jo še bom, je zraven tega nacionalnega parka, ko snemajo Survival. 5 minut dol po ulici je 5-zvezdični Hilton. In ko smo šli na en izlet, je na avtobusu bila ena družina iz Portugalske, ki je bila v tem Hiltonu, ker so imeli ne vem katero praznovanje, ne vem 30. obletnice poroke staršev ali nekaj takega, in so si privoščili. Ne. Oni so recimo imeli 2 sobi, ker sta bile odrasle hčerke, pa mož pa žena, in so plačevali 800 nekaj dolarjev, se mi zdi, na eno sobo. Ne? Se pravi, 1600 so oni trošili samo za namestitev na dan. Si zdaj ti misliš, krat 14.
Ne? Ja. Potem lahko bi mi vzeli 100krat boljši avto, neko makino, veliko, razumeš? Bi lahko spet dali 1000 ali pa 2000 več. Ne? Potem, a greš v normalno gostilno, kjer rečeš, to je bilo pa dobro, ali greš pa v slow, ono gostilno, ko ti servajo, veš, po hodih, pa si tam 6 ur. Ja, pa recimo plačaš tam 500 ali pa tudi 1000 lahko dolarjev na večerjo na družino. Ne? Tako da gor itak veš, da gre vse v neskončnost. Tako se voziš s helikopterji, pa kaj zvem. Ampak gre pa tudi dol. Ne? Gre pa tudi dol. Jaz sem potovala za temi dol budžeti in sem se imela super. By the way, Manja, moram ti povedati, včeraj mi je potrdil Jarle, to je upokojen pilot iz Norveške, full faca, tok brihten, tok poln zgodb, oče, dedek, pilot, prepotovalci v svet, ki sem ga 20 let nazaj spoznala na Mauritiusu v šoli, ne v šoli, v potapljaški tej avanturi. On je bil moj buddy, ker se morda vedno od vas potapljati. Od takrat smo ostali v stiku. Večkrat sem šla z njim, ko je bil pilot po Ameriki, z mojo prijateljico. Z Mihatom se ful razume, bil je na najni poroki. Midva smo bila par let nazaj pri njem na Norveškem in on zdaj pride k meni, 20. maja pride sem v El Salvador. Ampak kaj sem hotela povedati? Te ljudi, ta prijateljstva, ki mi trajajo 20 let, sem jaz spoznala v onih low budget nastanitvah, ko sem bila po hostlih, ko sem kremljala z raznimi ljudmi in popotniki in tako sem srečala vse take ljudi, ki jih še imam danes. In iz Brazilije dobro prijateljico, iz Južne Afrike dobro prijateljico, iz Avstralije, evo, iz Mauritiusa, Norvežana in tako naprej. Tako da, ko rečem low budget, to ne pomeni podcenjujoče, to ne pomeni grdo pa umazano. Veš, kaj se spremeni? Koncept. Ti dobiš za 20 evrov čudovito, čisto, krasno poslo v youth hostlu, kjer te nič ne moti, pa vse je super, pa še enkrat bi sama tja šla. Ampak ne morem iti s 3 malimi otroci. Tam ljudje ne ugasnejo luč do 11. En se reži, drugi prdi, tretji smrči. Pač razumeš? Ni enostavno z malimi otroci iti v sobo s tujci, ker oni rabijo mir, morajo se naspati, če ne bojo celo noč tečni, ne morajo, da oni tam muziko nažigajo ali pa se smejijo pa v nočine. Tako da youth hostel za 20 evrov je, pač deliš sobo z 2-3, jaz še nikoli nisem imela slabe izkušnje, da so bili kaki čudaki, kvečemu smo se imeli fajn, pa smo prijateljstva sklenili marsikdaj. Tako da, če si solo popotnik ali pa če sta samo 2 študentki, 2 študenta, nimaš pomisleka. Marsikje imaš youth hostle, zdaj tudi že tako, da je soba za 2, pa kopalnico deliš z dostimi ali pa jedilnico deliš z dostimi. Tako da, to je to. Ta eko-lodž, eko-glamping, ki smo ga prvič zdaj obiskali, je pa pač nekaj najlepšega. Moram deliti prav kontaktu noter, poglejte si to, to je robinsonsko. V stiku z naravo, gledaš zvezde, celo noč te uspavajo valovi, ki so res, Manja, 5-6 metrov od tvojega vhoda v šotor je morje, eno najlepših plaž sveta. Zjutraj lahko greš zaplavati, preden se greš sploh umiti. V glavnem, res, pač čudovito. No. Tako da, evo, zdaj sem se razpričala. Ti predajam besedo nazaj. Superca, hvala. Potem, kar si povedala, v bistvu lahko ugotovimo, da za zelo širok spekter denarnic se, če lahko temu tako rečem, najde vsak nekako svojo nočitev. Nek vtis Dominikanske republike sem si zdaj recimo da že ustvarila, verjamem, da tudi najini gledalci. Ampak vseeno, mogoče še nekak, se veš, jaz sem bolj zapečkarska, zakaj bi recimo obiskal Dominikansko republiko, pa ne Hrvaško, če imajo tam tudi res čudovito morje? Se vem, malo te zdaj izzivam, ampak vseeno v 1 minuti, če bi nas mogla prepričati, zakaj? Joj, te bom pa ful hitro govorila. Najprej naj povem celemu svetu, pa vsem Slovencem, pa vsem Hrvatom. Takega morja, kot ga ima Hrvaška, ni nikjer. To je biser, dragulj, diamant, vse v enem. Se pravi, vedno bom rekla, Hrvaško morje, Dalmacija sploh, to je number 1 na svetu. Ne smete nikoli podcenjevati, kaj imamo na pragu, ker to je pač najlepše na svetu, kar je. Ampak, če nisi
zapečkar, tako naša manica, ne? Pa rad še samo kaj druga probaš, ne? Čeprav imam rada filane paprike, rada še kdaj kaj druga pojem in čeprav imam rada Hrvaško, še rada kaj druga vidim. Potem bi rekla za Dominikano sledeče. Je ena najbolj raznolikih karibskih destinacij, se pravi, če moraš iti kam v Karibe, pa moraš iti samo na eno destinacijo, bi rekla Dominikana ali pa Kuba, ker boš doživel vse, kar ti morajo Karibi povedati na enem mestu. Se pravi, ima turkizno morje, lepe plaže, je varna, prijazne ljudi, ogromno jih govori tudi angleško, se pravi, se boš znašel, ima grozne gore, 3000 metrske, ima slapove, ko iz filma Plava laguna, ima narodne parke, ima živali za pogledati, ima akvarije, pa zabaviščne parke, pa vse skupaj je nek bolj umirjen karibski vibe. Potem ima več kot 1600 km obale, več kot 200 plaž, se pravi, ni šans, da ti nekaj ne bi bilo všeč. Potem je prva evropska naselbina v Novem svetu, kar pomeni, da je ogromno zgodovine, je kolonialno jedro, v Santo Domingo se naučuješ te zgodovine, se nekaj naučiš. Santo Domingo je pod UNESCO-vo zaščito, se pravi, ful zanimivo z zgodovinskega vidika, pol pa za ljubitelje glasbe in plesa, temperamente, pač one žurerje, mlade, tudi super, merenge pa bačata sta pač doma iz Dominikane, povsod se pleše, povsod je muzika, tako kot je na Jamajki, regiji je pač tu merenge pa bačata, ful utrip, ker zamikajo, boki se ti zamigajo in moraš iti zraven. Potem hrana, krepka, okusna karibska hrana, ki ima pridih špansko-afriških okusov, ni da ti nekaj ne bi bilo všeč. Še enkrat, ljudje prijazni, varno, odprti, ful, tudi če ne govoriš špansko, se bojo trudili s tabo govoriti angleško. Varna, kaj še, dobre povezave z Evrope, ne, kot sem rekla, ti leti avion direkt, sploh ne rabiš prestopati, pa rekla bi, celi Karibi združeni na enem otoku, postcard perfect prizori, pač ne morete razočarati, če pa še k temu dodam kite, džunglo, korale, potapljanje, snorklanje, golf, razviti deli kot Hollywood, pa revni deli, ki ti potočiš solzico, za dojenčke, za malčke, za najstnike, za pare, za geje, za lezbike, za solo popotnike, za poročno potovanje, za razočarane ločence, za seniorje, za vse. Tako da, kaj ne rečem? Še za tebe, za pečkarja, evo, vidiš, Manja, to je to. Torej, naslednjič, če pridem seveda še v Salvador, skočiva še tja, čeprav razumem. Obljubim, prisežem, prisežem, Manja, jaz častim karto, prisežem, to moraš videti. Res, veš, da sem čist shičena prišla nazaj, res. Pa sem Dominikanov že prej gledala, veš, par let prej. Pa se mi je zdela tako, to grejo vsi one masovne turizme, vedno so bile slike Punta Cane, pa milijon brisač, pa vsi so one koktejle pili, pa bili malo že fajhtni, pa večino Nemcev, veš, kot ta tuja agencija vozi množično. Ampak zdaj sem jaz to Dominikano čist drugače doživela, stran od Punta Cane, tam v divjino noter, res mi je všeč, tako da obljubim. Samo priti moraš, kar bo kar izziv tebe prepričati. Bom naredila kakšen poslovni dogodek, tako da ne bo izgovora. Odlično. Kaj pa recimo, če bi morala priporočiti za na pot? Komu recimo bi priporočila, da to obišče v lastni režiji, pa komu, da gre vodeno z agencijo, kakorkoli že pač? Čist iz sebe izhajate. Če imaš za male dojenčke, si utrujen, bi samo račel na toplo, se naplaval, se naužil njihove hrane, idi organizirano z agencijo, pa neki all inclusive, ker bo najceneje. Pa ti ne bo to všeč za jesti, pa boš lahko drugo probal, pa se ne boš nič sekiral, če ti ni bilo všeč, ker je pač neomejeno možnosti. Če si taki bolj, ko smo mi, se pravi, rad raziskuješ, si že kam šel, te ni strah, pri čemer ne rabite nič biti strah pri Dominikani, se pravi, tudi če še nisi potoval, verjamte, če imaš 2 roki pa 2 nogi, boš Dominikano brez problemov z vozom. Tako da jaz bi rekla, če imaš malo tega avanturističnega duha, želje, da te vleče raziskati, potem idi v lastni režiji, če pa bi se rad malo spočil, pa nič razmišljal, pa se ne zabaval z rentakarji, pa z limiti na karticah, pa sem pa tja, pol pa idi organizirano. Evo, čist simpel. Pa naj še povem, da ne rabimo Slovenci vize, tam moraš samo en online
formular izpolniti, kar lahko narediš dobesedno na letališču, ti še oni pomagajo, pač neko turistično traheto izpolniš in to je to. Ne rabiš vize, nič ne rabiš, pač kot povsod veljavni potni list še 6 mesecev potem, ko se vrneš, mora vedno biti, ne. Ponavadi hočejo videti valjda povratno karto, pa prvo rezervacijo nastanitve. To je to. Zelo redko sem pa slišala od prijateljev, da so hodili videti, koliko imaš sredstev na bančnem računu, se pravi, da boš zmogel finančno pokriti svoje potovanje in se ne boš zaposlil na Dominikani, ampak to je redko. Torej, že iz birokratskega vidika je Dominikana totalno lahka, ne. Meni je pač všeč iti v lastni režiji, ker imamo doma taki hiter delovni tempo. Vem, da na Instagramu se vidi, kot da samo potujemo, ampak tisti, ko imajo 3 koleščka, veste, da je to treba plačati. Da pa treba to plačati, moraš pa ful delati. In res imamo živalski tempo. Ne bom govorila, sami smo si ga zbrali, pa hvaležni smo, da imamo možnost, da lahko potujemo, ampak pol, ko greš na počitnice, hočeš vsaj malo imeti mira. Veš ne, da se tu dol vsedeš, pa te že preganjajo to cerkev videti, pa glih si jo dobro pogledal, pa bi zdaj šel na kavo, pa ne moreš, ker že avtobus odpelje, pa na avtobusu si glih zadremal, ko te dol vržejo, pa otroka lulat, pa si živčen, kdaj se bo avtobus ustavil. Pač, če imaš male otroke, je po mojem v lastni režiji kruzati naokrog lažje, oziroma iti organizirano tam, ko imaš vse zrihtano in nič ne razmišljaš. Če pa so otroci že bolj izurjeni popotniki, pa malo večji, ali pa si ti bolj na izi, pri nas pač veš manja, vse veš, kak smo se si bila zraven. Mi pač damo plastično plastenko, pa Jaša not lula, pa se doben od nas nič ne sekira, pa se sploh ne rabimo ustaviti, jaz to priznam. Tako smo ga naučili mi. In če imaš take otroke, pol je enostavno potovanje, doben ne bruha, doben ne jamra, 9 ur berejo knjige, spijo, pa se ne bunijo, mi lahko gremo. Zdaj, če so otroci bolj majhni, ali pa niso tega vajeni, ali pa so bolj nestrpni, valjda pol ne bo šel v take divje variante. Tako da mi radi gremo tako, da nas doben ne preganja, ker imamo dovolj preganjanja doma, v normalnem življenju, tam pa bi rada, da grem v svojem ritmu. No. Super. Vedno se dotakneva ene teme, ki se pa danes še nisva. In sicer, vi vedno potujete s 3 otroki vsaj, ki so še manjši. In kaj se zgodi recimo v primeru, da nekdo zboli? Kako je to recimo poskrbljeno v Dominikanski republiki? Ja, lani letos, hvala Bogu ne, lani je Jaša dobil hudo vnetje ušesa, pa še trebušček drisko. V teh destinacijah je recimo driska, smo redki, ko pridemo vedno skozi brez. Večina popotnikov vsaj dan, 2 se sreča z WC-jem malo od bliže, kar je normalno, pač dok se ti telo na te bakterije pa te stvari tukaj ne navadi. Mi, ko smo se preselili v El Salvador, smo tudi bili 14 dni na WC-ju. Skratka, lani je Jaša zbolel orng, se pravi in trebušček driska in uhica vneta. Tako da. Ko ti nekaj načrtuješ, pa plačaš, pa se veseliš, pa imaš zraven tega vse neke stroške, valjda te skrbi, če bo vse šlo dobro skozi. Naj povem še to, da verjetno večina vas, ko to zdaj gleda ali pa posluša, boste, če boste leteli na Dominikano iz Slovenije. Kaj to pomeni? To pomeni čez oceanski let v zaprtem prostoru aviona, ker je super za viruse, bakterije, ne moreš si non-stop pomivati rok, dotikaš se prtljage, sedežev, gumbov drugih ljudi. Super pogoji, da kaj fašeš. Potem običajno boste leteli na Dominikano, ko bo v Sloveniji mrzlo. Ponavadi v času zime, jeseni se boste šli na Dominikano pogret. Kar pomeni, da bo že temperaturna razlika veliki šok za imunski sistem, iz recimo minusa na plus 30. Potem sama pot, boste mogli ob 2 ali pa ob 1 ponoči iti na pot, na letališče Benetke, München, kaj jaz vem, pa pol še 8-9 ur letala, pa tak naprej. Se pravi, bo telo že malo zjahano tudi od samega napora potovanja. Potem na avionu, še danes ne vem zakaj, ampak obožujejo ledene klime. Pač nažgejo klime na polno, mi imamo vedno hudje s kapuco, pa vse one deke si navlečemo, pa jaz sem pač na koncu imam modra usta, ker je res mrzlo. To zelo hitro prehladi. Če tega ne veš, lahko otroci res pridejo tja bolani. Pol pa prideš še tja, pa je druga hrana,
pa komarčki, ko hitro kaj prinesejo, sicer tu ni nekih ekstremnih nevarnosti, denge pa vsega, ampak vseeno to, pol pa še šok grozno močnega tropskega sonca. Vemo, da je sonček v mali količini, 20 minut, pol ure zdravilen, pa ti da D-vitamin, pa super lepo kožo, pa dobro počutje, ampak ko te to sonce pa zakuri, ne, dobiš pa upad imunskega sistema blazen. In vse to skupaj, kar sem zdaj povedala, je krasno, da v tropih valjda zboliš. In kaj se pol zgodi? Tega, da ti odzamemo žalost pri temu, da si zbolel, pač ne more noben povrniti, se pač prilagodiš in tak naprej, pa predvsem probaš čim prej leteti k zdravniku, da kvečemo antibiotiki čez dan, 2, 3, 4 že primejo in si ne uničiš celega potovanja, ampak samo prve 2, 3, 4 dni. In zdaj mi lani smo leteli v kraju Bajahibe smo bili, ko je Jaša sočasno uha in driska zbolel. In Bajahibe 10 minut od naše nastanitve tega istega apartmaja, kjer smo bili letos, ko sem rekla 116 kvadratov, smo bili tudi lani. In tam je bil super doktor, super laboratorij, celo pediater. Takoj smo bili na vrsti, 3 minute smo počakali, so vse pregledali, vzeli so mu kri, pa blato, dali v laboratorij. Pol smo mogli priti nazaj po laboratorijske izvide, da so pol predpisali antibiotike pa tak naprej. Tako da prvič, dobene panike, Dominikana ima bolnice vse pošlihtano, razen če si v neki vasi, kaj zvem kje, se boš pač mogel peljati do malo večjega mesta, ampak turistična območja, Punta Cana, vsa velika mesta, glavno mesta, bolnice, kot v Sloveniji, če ne boljše, ker so itak vse privatne. Ne? Kaj pa to pomeni? Privatno bolnico moraš pa valjda plačati. Zdaj, recimo pregled lani je bil 200. Ta prvi pregled zdravnika, da so vse naredili. Pol smo mogli cirka 200 plačati, o dolarjih govorim, ko so pa tak ali tak skoraj isto kot evri. Tam imajo drugač dominikanski peso, ampak večinoma sprejemajo povsod ameriški dolar, zato govorim dolarjih. Se pravi, 200 je bil pregled, pa nekaj čez 200 je bil laboratorij, pa spomnim se, da je bil antibiotik 80, evo, pa smo bili na krepkih 500 evrov. Ne? Zdaj pa še računaj, da ti se voziš v enem avtu, da ti si v hotelski sobi ponavadi, kjer ste 2, 3, 4 skupaj. Hitra možnost je, da ker si skupaj, ne, da še kdo drug se recimo okuži in pol sta v družini lahko 2 ali pa še kjer 3 bolani in je pol ta strošek 1500, ne? Kar pa več ni smešno mali strošek. Ne? Kako pa potem recimo postopati v takih primerih? To je zdaj samo bolezen, samo rečemo ta simpel bolezen, ko se zgodi, pa veš, da se boš pozdravil. Če imaš recimo zlom, vem, da je okrog 3000 evrov, da ti dajo tale gips, mavec. Potem vem, da je bolnišnični dan 700. Ne? Recimo, če imaš ti hudo drisko, te morajo pač za dan, 2 zadržati zaradi tega, da ne dehidriraš, pa ti dajo infuzijo in to je 700, ne? Plus še zdravila. Ne? Mislim preprosto, kako ukrepaš čist pač enostavno. Obiščeš, najbolj pomembno je, da imaš zavarovanje narejeno, preden greš iz Slovenije, kamorkoli, tudi če greš samo na Hrvaško ali pa smučat ali pa kaj. Potem pa, ko to imaš, ponavadi pokličeš svojo asistenco. Če ne moreš ali pa veš, da ni nič posebnega, greš k zdravniku, shraniš vse račune, vse račune, prosiš še, da ti diagnozo ali pa nekako daljšo razlago, kaj se ti je zgodilo, lepo bolj na dolgo napišejo. Če so to mali zneski, 100, 200, 300, recimo 500, pa da lahko potem kar ti plačaš, če ne pa kontaktiraš svojo zavarovalnico na brezplačno številko in potem se oni povežejo z bolnico, kjer si, kjerkoli na svetu, in oni direkt plačajo njim, sploh če so to večji zneski, da bi ti bil operiran, pa nimaš 10 jurjev ali pa še več, ne? Ali pa da bi rabo prevoz rešilca, helikopterja in tak naprej. Drugač fajn si je zapomniti številko za reševalce, ki je 911 v Dominikani. Drugače pa pametna, logična preventiva, se pravi v glavi, sonce je hudič v tropih, se pravi mazanje, UV majica, potem nevarno so valovi, podvodni valovi, ki te znajo potegniti ven. In ker je okrog in okrog Dominikane so korale, ki so izjemno ostre, nekatere tudi strupene,
hitro mali otrok ali pa tudi ti med plavanjem butneš z gležnom, s kolenom v koralo, se ti odpre, moraš na šivanje. Lahko še je strupena, pa moraš dobiti injekcijo oziroma iti na čiščenje. Potem komarji, kot sem rekla, treba je zapirati mreže, treba je vzeti nastanitve, ko imajo mreže, pa se šprejati, mazati proti komarjem. Potem voda absolutno ni pitna, pokvari pit vodo, niti ko zobe umiješ, ne smeš spiti enega šluka, ker te bo zašraufalo. Sadje je tisto, ko se da olupiti, na ulici pa vedno prekuhano kupovati. To, ker veš, da se je kuhalo, ne neko hrano, ko veš, da je sveže pripravljena, neke ribe, surove, pa neki suši na ulici, pokvari tega, ne. Promet sem rekla, ne, pač tam so pravila bolj za to, da se jih krši, kot pa da se jih upošteva, živali, luknje, pešci, hitro lahko kaki bum. In pač enostavno, ko veš, da boš potoval iz Slovenije, tudi na Hrvaško, tudi na smučanje v Avstrijo ali kamorkoli, pač moraš skleniti turistično zavarovanje z asistenco 24/7. To je pomembno, mi imamo recimo celoletno zavarovanje sklenjeno, ker ne rabiš polti vedno študirati za vsako potovanje znova, cenovno se absolutno splača celoletno. Recimo primer, mi smo samo za Jaška lani teh 500 € več kot pokrije celoletno zavarovanje za našo celo družino, za celi svet. Ne. Se pravi, ni dobene logike, da ne bi tega vzel. Pa imajo različne pakete, mi imamo recimo pri zavarovalnici Triglav, imajo osnovni, pa razširjen, pa družinski paket, pa absolutno je treba pač v današnjih cenah zdravstvenih storitev po svetu, ker ni tako v Sloveniji, ko imaš javne bolnice, ampak je javna tako slaba, da veš, da ne boš stopil noter niti za mozolj iztisniti, veš, da potem v takih državah rabiš zavarovanje in tu ni se kaj zahecati. Ne. Tebi lahko ena nesreča, glej, moja operacija, ko sem imela na črevesju, mislim, pa to bi bankrotirala, če ne bi bila zavarovana. Ne. Pa kar je še pomembno omeniti, to pa nima, tega podatka pa sigurno ne ve še vsak, ker to, da moraš imeti zdravstveno zavarovanje za potovanje v tujino, zdaj že žvižgajo povsod, to vsi vemo. Doben odgovoren popotnik, sploh pa starš, brez zavarovanja ne bo šel iz Slovenije. Bolj pomembno pa je, da izpostavim zdaj še to, da glej, zdaj smo mi šli recimo, pa smo rezervirali ladico na Saono, pa smo rezervirali čoln na Katalino, pa greš gledat kite, pa recimo rezerviraš še snorkanje pa potapljanje, pa rentakar. To so denarji, je tako, to stane, tam 300, pa tam 200, pa tam 300, pa tam 300. In je to tako jurja, ali pa jurja pa pol, ali pa 2 z rentakarjem. Ti lahko danes, recimo pri zavarovalnici Triglav, zavaruješ tudi izlete, vstopnice, recimo koncerte, najem vozila, tečaje, da si šel ti na en tečaj jezika, recimo v tujino, in to moraš vse ti plačati vnaprej, ne? In vse te dodatne storitve, če ti zboliš ali pa če ti otrok zboli, ne boš mogel iti na ladjo, ne boš se šel potapati, ne boš šel na koncert, ne boš šel v Luna Park ali kaj zvem. In vse to ti pade v vodo, to so tudi denarji, ne? In ti lahko danes vse to skleneš in zavaruješ, se pravi, moraš pa najmanj 21 dni prej, preden ta koncert ali pa izlet ali pa potapljanje se zgodi, moraš to zavarovati, oziroma 48 ur potem, ko si to kupil, plačal. Se pravi takoj, ko plačaš, zavaruješ. Ne čakaš, ful, ne? In zneski so smešni, so nizki, ti pa dobiš vse povrjeno, če se ti je taka stvar zgodila, pa lahko recimo potem ponovno vplačaš čez 5-6 dni isto stvar, ker si celi denar dobil povrjen, ne? In to je recimo za popotnike, ki potujejo v solo režiji in rezerviramo razne stvari, izjemno pomembno vedeti. Ker potem greš kar brezskrbno in te neka taka bolezen 2-3 dni veš v lepih tropih sploh ne sekira. Kaj, mi smo koktejli pili, Jaša je malo bruhal vmes, malo se je igral, pa spet malo pobruhal, pa vzel en antibiotik, pa nam ni uničilo potovanja. Nam to ni za neke drame naredilo, ne? Tako da, če pametno potuješ, potem mislim, da se ti stroški lahko skoraj celoti povrnejo, če se zgodijo take višje sile, kot so bolezni. Mislim, jaz večkrat so že omenila, da jaz sem sicer zapečkarka, ampak kljub vsemu brez zavarovanja ne grem nikamor, še na tak kratko potovanje, ne, zaradi tega, ker vem, da lahko en mali obisk zdravnika stane več kot
ne samo tisto zavarovanje, ki sem ga plačala, ampak letno zavarovanje. In tudi agencije Pa ne in samo šole. to, Manja. Se spomniš, zdaj, ko si prišla v Salvador, pa so ti kovček zapravili. Ja. Tudi to je bilo v sklopu zavarovanja in ti potem tudi z zgubljeno prtljago ta zavarovanja tudi povrnejo. Ti moraš računati, da prideš nekam, tako si prišla ti, nimaš oblek, nimaš ne vem, kozmetike, nimaš tega, nimaš onega. Če imaš ti to vse zavarovano, lahko kupiš tiste nujne stvari, ti povrnejo ta strošek in še stroške izgubljene prtljage. Tako da, veš, ne, tebi se je recimo točno to zgodilo. Ne? Na poti tja in nazaj, ker seveda jaz, ko nikamor ne potujem, takrat enkrat, ko grem, se mi zgodi vse, kar se mi lahko zgodi. Od zamude letala do izgubljenih kovčkov in tako naprej. Jaz mislim, jasno, da si nam Dominikano res nazorno predstavlja skozi slike in videe, pa si lahko več, mislim, gledalci bodo zdaj dobili nek vtis, več si itak lahko pogledajo še na tvojem Instagram profilu in verjamem, da si tudi nemalo koga navdušila. Mene priznam, da mika, čeprav je potovanje, tako da mogoče pa res že kmalu. Ja, upam. Res upam. Daj mi povej za konec, deli z nami še eno ali dve, ne vem, top doživeti, nekaj, kar ti je in ti bo ostalo za večno v spominu. Ja, ne obljubim. Če prideš enkrat k nam, greva na Dominikano, obljubljam. Največja posebnost Dominikane, ki mi je tako ostala v spominu, ali pa ko so otroci, veš, ko so res videli že pol sveta, ko so jim učke izstople ven iz jamic, je bilo v Samani, ko smo gledali te kite. To je tako ogromna žival, taka mogočna. Zraven pa dojenčki njihovi, taki lepi, po 3, po 2 in to čisto ob tebi. Tako roko stegneš in je tam masa, mislim, ogromna količina kitov. To recimo mi je bilo ful dobro. Potem, ko smo jahali s konji skozi tam na Samana tudi, skozi džunglo, pa so bile plantaže tobaka in na koncu tam se odprl razgled na taki mogočen slap, kjer smo potem te konje zavezali in so se šli kopati v taki svež, čist slap in potem jahali nazaj. Pa, veš kaj še, to nisem nič povedala, to morate iti, če boste šli. Četrto največje mesto na celi Dominikani je mesto La Romana. In ta La Romana je, ne, mislim, da je tretje največje, ne vem, tretje ali pa četrto največje mesto. Gre pa za neko tako spektakularno mesto, namreč tukaj je ful, kako bi se izrazila, ful je bogatih domačinov, ki imajo tukaj razne rezorte, pa svoje hiše, pa tako, da bi bil v Beverly Hillsu. Ampak kaj mi je posebno tukaj, zraven tega, da vidiš nora golf igrišča, pa nore jahte, pa vse te lepe restauracije, pa hiše, kjer se lahko ti vmes voziš, mi je najbolj posebno, da so naredili Casa de Campo. In ta Casa de Campo je pa v bistvu, noter se nahaja ena posebna stvar, ki se reče Altos de Chavon in gre za umetniško kolonialno mestece, za rekonstrukcijo sredozemskega kamnitega mesta, kot da bi eno malo italijansko mesto ponaredili. Zgrajeno je bilo to v 80-ih letih na to reko Chavon, ne? In to mesto je polno umetniških galerij, pa butikov, pa delavnic, pa kavarnic, pa gostilnic. Skratka, čudovito. Noč so naredili, pazi, fake amfiteater za 5000 ljudi, kjer so nastopali že Andrea Bocelli, Elton John, Mark Anthony, v glavnem spektakularno, no? Res, wow. Jaz sem imel kar odprte oči, pa razgled na to kanjon te reke je čudovit, pač ful dobro, no? Drugače pa tukaj tudi najbolj luksuzen golf, skoraj na celem svetu. Gre za enega od 3 najbolj prestižnih golf igrišč sveta. Reče se mu Teeth of the Dog, zob od psa. Šteje pa res med te najbolj top luksuzne golfe na svetu. Jaz se nič ne spoznam na golf, tako da ne znam povedati zakaj, ampak izgleda res lepo. Trava je pokošena ko z ravnilom, pa gre v neskončnost. No, potem tu vidiš lahko številne znane obraze, igralce bejzbola, ful hodijo tudi bejzboleri, ne vem zakaj, pevce, hollywoodske zvezde, svetovne podjetnike. Michael Jackson se je recimo tu poročil. Potem bi še izpostavila ta mali otok Catalina,
ki je taki 7 km stran od mesta La Romane, mali otok, nenaseljen, kot da bi gledal film Plava laguna, ki je sicer bil sneman na Fidžiju, ampak samota, kristalno morje, ena najboljših potapljaških točk na svetu, The Wall se reče, gre pa za 100 metrov dolg navpičen podvoden zid, kamor se potapljači spustimo in je noro barvit pač morski svet, noro čudovito, in pa tukaj je tudi potopljena ladja, pač mislim, da pirat Kida je v 17. stoletju tu potopil svojo ladjo in zaklad in ostanke te ladje še vedno so pustili tam in se lahko potapljači pač potopijo v te topove, zaklade, pač vse to, kar je tam ostalo. Tako da, evo, mislim, da so to bili zdaj moji highlighti, kar sem povedala. In potapljači valjda se nujno tam potapljati, ker pač je ful rajsko. Odlično. Jasna, kam skočiva naslednjič? Kmalu bova petič se družili in kam skočiva naslednjič? Predvsem za moj računalnik, pa Face bova delale, pa Face bova šparale, ker so računi prazni. Tako da to je zdaj prvi plan, ko se bo pa spet kaj nabralo, pa najprej v Slovenijo gremo poleti. Potem pa gre naša Mica, naša ta največja, gre šolo na tisto ekskurzijo šolsko, ko grejo v London. In peljem jaz mojo mamico na potovanje po Veliki Britaniji, ker greva Mijo pobrat. Tako da mogoče je lahko destinacija kakšna evropska za spremembo, ne vem. Boš ti bolj povedala, pa slušatelji, lahko bi bilo to. Potem pa, če bo vse denarnica kaj napolnila, če bom pridno delala, imam pa v planu, da bi oktobra, novembra pa šli v moje že tako dolgo zaželjene Peru pa Čile. Tako da to recimo. Lahko pa gremo v kako staro destinacijo, ki je čudovita, ne vem, Laos, Vietnam, Kambodža ali pa Botswana, Namibija, Zambija, Zimbabve, v kako tako bolj afriško. Veš kaj, ti izberi, zdaj sem jaz brala, naslednjo pa boš ti določila, imaš za en mesec čas razmišljati, pa boš bolj povedala, kam gremo naslednjič. Mislim, iz vseh, kar si jih zdaj naštela, bi jaz najraje slišala recimo kakšen Vietnam. Seveda pa lahko tudi gledalci kaj komentirajo in potem vidiva, kaj bojo oni rekli. Ampak vseeno, kar ne morem nehati čez Dominikansko republiko, a imaš še kakšen nasvet, ki ga lahko tako streseš z rokava za vse, ki bojo recimo na podlagi tega podcasta se dejansko odpravili tja? Veš, kaj bi rekla za nasvet? Da ne rinite čisto na mejo Haitija. Če le ni nujno, bi rekla ne Haitiju. Potem bi rekla, izogibajte se tematike, ki so povezane z politiko Haitija, pa tudi z temno barvo kože. Namreč, ko pač sosednji Haiti, kjer še vedno ta diktatura nekdanjega predsednika Trulija je velikokrat vzrok sporov pa pretepov, ker pač nekoč je bila Dominikana največja postojanka in tržnica za sužnje iz Afrike, zato je danes večina prebivalcev valjda temnejših. In se hecati na temo te barve, pa politike Haitija, pa take stvari pač absolutno ni fajn. Ker pač so številni oboroženi ropi in vse te stvari, tako da te teme bi se izogibala. Pa po noči previdnost, kakorkoli po noči ne riniti neke zatemnjene ulice, pa to. Pa mogoče ne izpustiti vodnih parkov, akvarijev, če ste tam z otroki. Tega nisem preveč reklamirala, ker zdaj mi nismo bili smo lani, ampak ogromno je vodnih parkov, veš kao, nekih Disneylandov, živalskih parkov, ful lepo. Pa mogoče za pare, če gre kdo v paru ali pa kot poročno potovanje, bi rekla, pojdite v šolo, kako se izdeluje rum, pojdite v kuharski tečaj, ker je hrana ful dobra, pa absolutno si zvečer ob rumu pa pinakoladi privoščite kako cigarico. Jaz nisem ljubitelj tega vonja preveč, ampak pač pravijo, da Dominikana ima najboljše cigare na celem svetu in da je to treba probati. Tako da, če to komu paše, pol je treba to probati tam. Pa mogoče še, veš kaj še? Vsi, ko imate radi šport, Dominikana je, da se prešvicaš na zven pa na znoter, dobesedno
pa prenesenem pomenu, dobesedno, ker je vedno toplo, prenesenem pomenu pa zato, ker je res športna. Ful vidiš specialk kolesarjev, ful vidiš downhill kolesarjev, surferjev, kajtarjev, laufanja, tekanja, se pravi golf, kot sem rekla, number one, plaže, odbojke, fuzbala, zipline čez džunglo, potem rafting po rekah, potem te ziplini čez razne kanjone, potem lahko greš trekat, ker so 3000 pa več metrov visoke gore. Skratka, milijon in ena možnost za šport, pa še mogoče pazi na ciklone. Med junijem in novembrom, se pravi slovensko poletje, junij, julij, avgust, september, oktober, je ful ciklonov. Največ avgusta. In v primeru, da si tam pač takrat, gre za ful velike nalive, pa mislim, da je škoda, ker ko to vse namoči, ko je tisto hudo blato, ful stvari ne moreš doživeti. Tako da ta del leta jaz ne bi svetovala, da greš na Dominikan. Odlično. Kot zmeraj si nam nanizala kupico koristnih nasvetov. Hvala ti za prijetno druženje. Verjamem, da sva našim gledalcem tudi v 4. delu naše serije O svoji svet s Triglavom prikazali eno čudovito destinacijo, ki bojo verjetno marsikdo tudi obiskal. Tako da se ti zahvaljujem za to čudovito druženje. Hvala, Manja. Upam, da jo boš obiskala tudi ti. Tako da hvala, da si bila spet z mano. Vsem skupaj pa želim vse dobro, bodite srečni, zdravi in pogumno korakajte v svet. Lepo bodite, čau!